jasno je, da fotografije otrok so med najbolj popularnimi vsebinami na družbenih omrežjih, poleg mačkov in psov. Enako je z YouTubeom, posnetki dojenčkov, otrok so vedno seveda ljubki, smešni, simpatični in tako naprej. Vendar pa je na drugi strani seveda tudi druga plat te medalje in seveda veliko pasti, kaj vse je možno na podlagi tega. Evropska unija zdaj sprejema akt o umetni inteligenci, prispela je do konca pogajanj, zadeva mora biti še sprejeta v Evropskem parlamentu in na svetu Evropske unije, zato še ne govorimo o tem, da je zadeva tudi formalno sprejeta. Ampak šele ta dokument govori recimo in omejuje določeno uporabo biometričnih podatkov. Šele ta dokument tudi govori recimo o prepovedi uporabi čustvene prepoznave, kar pomeni prepoznave čustev ljudi na podlagi njihovih fotografij in njihovih videoposnetkov. Ali so recimo ljudje dovolj entuzijastični, ko poslušajo svojega ljubljenega političnega voditelja, ali so otroci v šoli dovolj pridni, pokorni in lepo poslušajo učiteljico, ali so skeptični, posebej v kakšnih nedemokratičnih režimih in tako naprej, ali so delavci na delovnem mestu dovolj veseli in nasmejani in tako naprej, ali pa upravljajo svoje delo z nezadovoljstvom in z grimasami in tako podobno. Torej, o tem se v resnici ni dovolj govorilo in podobno velja seveda tudi za področje otrok. Kaj vse se lahko s temi podatki, ne gre samo za kraj identitete, gre za ogromno stvari, ki se jih da na podlagi tega ugotoviti. V minulih letih je bilo področje umetne inteligence več ali manj področje divjega zahoda. Ne pomeni, da bo zdaj vse urejeno, mogoče bojo nekatere stvari bolje urejene, ampak mislim, da se marsikdo ne zaveda, kaj vse se je dalo s temi dosedanjimi podatki o ljudeh, vključno s posnetki, vključno z videoposnetki otrok, ugotoviti, narediti, projicirati, kalkulirati in tako naprej. Težava, ki jo imamo v Sloveniji, je to, da je glavna valuta na oglaševalskem trgu na področju digitalnih medijev je še vedno število klikov. To, nažalost, bi bila, torej bolj pomembna, v resnici bi bila valuta število sekund oziroma minut, torej pretekli čas, ki je bil uporabljen na tej spletni strani, tudi seveda angažma ljudi, engagement, koliko so zadevo komentirali, delili in tako naprej. Ker pa je glavna valuta število klikov, to tudi vpliva na to, da nekateri mediji potem še vedno favorizirajo te tako imenovane vabljive naslove, ki pa so pogosto prazni in ki jih že vsi na nek način poznamo, z pretencioznimi naslovi tipa nikoli ne boste ugotovili, kaj je ta pa ta, ali z delno zavajajočim oziroma na nek način zavajajočim naslovom, ki daje slutiti nekaj več, v resnici se pa izkaže, da je izza tega čisto neka banalna zgodba. Tipični naslovi so primeri Ana Klašnja ima novega, potem pa se izkaže, da ima novo kolo ali pa novega kužka ali kaj podobnega, ampak ta naslov je povzročil eno najbolj uspešnih zgodb minulega leta. Torej, eno najbolj obiskanih zgodb minulega leta. Torej, to so lahko uspešne zgodbe, ki pripeljajo do nekih uspešnih rezultatov, vendar za svoje uredništvo, za svoje lastnike, ne pa v resnici za slovensko javnost. Tukaj gre tudi za enostavno medijsko kalkulacijo, da so tako imenovani naslovi, ki so značilni za klikovske vabe, da so to stvari, ki dejansko pripeljejo več obiskovalcev. Težava teh naslovov je seveda, da so pogosto pretenciozni, da so pogosto napihnjeni, nabuhli in znotraj tega votli. To pa običajno uporabnik ugotovi šele po nekaj sekundah, potem ko je obiskal to spletno stran. Predvsem, kar pa je ključno dejstvo, da danes glavni izvir dezinformacij niso klasični mediji. Tudi pri tem ne sodelujejo na nek način v nekem velikem obsegu. Še vedno delujejo neki novinarski mehanizmi preverjanja in tako naprej. Mediji ne objavljajo informacij z družbenih omrežij kar tako, pokličejo, preverijo, izrazijo skepso glede določenih trditev. Glavni izvor dezinformacij tudi recimo v času covida, pa tudi v času vojn, so uporabniki, ki pa to počnejo prek družbenih omrežij. Zato so glavni krivci v resnici so družbena omrežja, Google, Facebook, YouTube, TikTok in podobno, ki pa glede tega ne naredijo dovolj, lahko bi se drzno reči, da ne naredijo skoraj nič.
na deklarativni ravni govorijo veliko o tem, sploh v zadnjih letih, ker so ugotovili, da je dejansko javnost postala bolj kritična do tega, tudi zaradi COVID-a recimo. Torej uradno so vsi zelo zaskrbljeni, uradno veliko delajo glede tega, neuradno, ko ugotoviš neke stvari, nek obseg in tako naprej, pa ugotoviš, da je obseg še vedno majhen, v primerjavi za celotno količino njihovih vsebin, imajo dovolj denarja, da bi angažirali in več ljudi in bolj sistematično uporabo raznih AI orodij, torej orodij umetne inteligence, vendar gledano strateško to ni v njihovem pretiranem interesu. Zaradi tega, ker dezinformacije pritegnejo veliko pozornosti. Neka razprava nekega vplivneža o efektih COVID-a ali pa o zaroti glede COVID-a povzroči veliko odzivov. Ljudje to delijo, komentirajo, se zgražajo, tudi protestirajo in tako naprej. Ampak v vsakem primeru se angažirajo in delijo te stvari. Facebooku je to idealno, Googlu je to idealno, YouTubeu je to idealno, več ogledov, več klikov, več vsega, dlje časa, ko preživite gor, več oglaševalskega denarja oni zaslužijo. Google ne zanima, kdo je avtor, Google samo zanima, kako se je nekdo dobro prilagodil algoritmu. Tako da na vseh teh področjih se morajo novinarji in uredniki danes prilagajati od, kot pravim, fotografij, videov, naslovov, potem pa pridemo tudi seveda do selekcije vsebin, kjer so nekatere vsebine bolj favorizirane, nekatere pa so potihem na nek način nezaželjene. Ena od takšnih vsebin, v kateri recimo uredniki pogosto povedo, je doseg zgodb ali člankov, ki govorijo o dezinformacijah, torej lažnih novicah, in zgodbe, ki govorijo o sovražnem govoru. Zaradi očitno nekega razloga, tako Facebook, torej predvsem Facebook, delno tudi Google, te zgodbe, takih zgodb in teh tematik očitno ne mara preveč, zato jih očitno pokaže bistveno manjšemu številu ljudi, kot pa ostale zgodbe. Verjetno zato, ker meni, da so sporne, verjetno zato, ker se jih boji, verjetno zato, ker se boji, da bo prišlo do pritožb, če bo govora o sovražnem govoru. Gre za občutljive tematike, ponavadi, ko govorimo o dezinformacijah, takoj vpletemo določene države, določene akterje, verjetno je potem vpletenih veliko trolov in lažnih prijav in tako naprej. In očitno je Facebook pragmatično prilagodil algoritem tudi na ta način, da medijem teh objav, torej medijskih tovrstnih objav, ne poudarja dovolj ali enako močno kot drugih objav v vašem newsfeedu.